Jaz ne vem, če obstaja že kakšen psihološki profil motociklista, ampak motor je en tak ego moment in ta ego te večkrat pelje v neko območje, kjer ni več fajn. Se mi zdi, da če bi se naučil obvladovati te situacije, je to velik plus. Čisten standarden primer, greš s frendom, ki ima malo hitrejši tempo. Ti si pravzaprav ves čas v težavah, ves čas na mejah, stvari so dokazljive, kaj se zgodi, ko ti nekoga loviš. Kako se temu upreti? Osebno to prepričujem v veliki meri tako, da se zelo rad vozim sam. Kadar se vozim pa v dvoje, pač skupinskih voženj sploh ne maram, ker mi je skupinska dinamika tako trapasta, pa mestoma tudi nevarna. Vozim se pa z ljudmi, s katerimi imam približno podoben tempo, podobne navade, pa ki jim zaupam. Pa rad se vozim zadaj, ker ga slišim, če je on pojačal ven, ne pomeni, da imam jaz prosto pot, ampak to delam iz preventivnih razlogov, ker se zna zgoditi, da kakšen dan lovim tudi hitrejše od sebe. To se mi je lani zgodilo enkrat čez Skladje, vozil sem za dvema in v nekem trenutku sem ugotovil, da mi nevarno vozimo. Sploh za ta prvega mi je bilo blazno strah, ker je v nepregledne ovinke res počel neumnosti, po nekih idealnih linijah, ki se, če bi prihajal traktor na cesto z druge strani, res ne bi dobro končale. Sem se v nekem trenutku odločil, da bom naredil pauzo in sem tam pri eni klopci na enem ovinku lepo stavil in ga pokadil. In potem sem lepo, brez pritiskov vrstnikov, nadaljeval pot. Se mi je zdela to fajn odločitev.